Si pričakoval, da bo na koncu v igri tako veliko denarja? Ker zdaj je ostalo čez 100 tisoč evrov je nagrada, ne? Ja, pričakoval sem. Ja? Pričakoval sem, mogoče sem ugibal, ne, ampak nekako sem pričakoval. Zato, ker nekako so začeli biti igre bolj take, čisto zabavne, ne. In ko sem videl, da bojo zabavne igre, to sem gotovo, da tukaj v bistvu nekako popuščajo, da bo ena vsota. Saj to je moje mnenje, ne. Da mogoče za naslednji Big Brother bo še več. To je velik projekt, to je vsaka čast, ne. In toliko sem pričakoval, da bo taka vsota. Ampak kako se ta bo denar razlil, kako bo ta denar vse spravil, to ne vem. Jaz sem pač povedal na glas, ta recimo z denarjem, kaj bi jaz delal. Jaz še bi zmagal, sem povedal, da Činču sigurno nekaj denarja bi nakazal, jaz osebno. Zakaj? Zato, ker Činč mi je bil tako že od začetka tako en tak favorit, ker sem videl, da bo do finala prišel. Z njim sva sedela, sva se smejala, on je bil človek, ki me spravil na smeh. Ni nam bilo dolg čas, tako da zato sem mislil in sem nekaj njemu privoščil, zato ker tudi njegov life ni čisto všeč. Videl sem, da je na eno stanovanje živi, pa punce pa operiram, pa to in sem pač odločil, da če bi zmagal Gena Činču, sigurno vsoto od 5000 pa več, sigurno bi nakazal. In Čordiću bi nakazal eno vsoto. Čordiću bi nakazal tega, ker je imel eno tako dobro idejo, ko smo enega se pogovarjali o eni otrocih, ki so v Soči, so prišli, ki so res po domače reči bogi in imel eno tako idejo in pa so se malo spomnil in pač Čordić, ki je šel ven, Zlatko, ki je šel ven, mi je bilo res. Če bi Gena bil noter, Čordić ne bi šel sigurno ven. Jaz njega ne bi pustil ven. Zato ker Čordić, jaz sem videl posnetek, kako je šel ven. Vsi so bili tihi. Noben Čordić je rekel, ej, stoj stari, bo to. Vsi so bili tihi in ko mi so čakali, da gre Zlatko ven. Zdaj, Zlatko je imel ful možnosti. Ja, jaz tako, zdaj, ko sem gledal malo, kdo so favoriti, dejansko on pa Činč sta bila najmočnejša. In vsi ste poleg Činča še Zlatko omenili zraven, ne? Jaz njemu zameram sem zato, tega, ker ni vstal. Veliko je govoril, veliko to, ampak ni mogel ostati še malo. Če bi Zlatko začel tam, čeprav na koncu Zlatko sem videl, da ni hotel iti ven. Eno stran ni hotel, po drugo stran pa je hotel in tukaj se je zapletel. Meni se zdi, da so ga vrgali ven ravno, ko ga je minil, da bi šel domov. Točno. Ja, v bistvu nekako... Tiste krizne momente je preživel, potem pa... Ja, on bi mogel tam res biti priden, bi bil tak Zlatko, kakor je, ampak jaz, če bi bil noter Zlatko, ta ne bi pustil, da ima take napake velik in vse ta posnetek, ki sem videl, vsi so bili tihi. In Zlatko sem govoril in govoril in tukaj Zlatko, po eno stran so čakali, da gre Zlatko ven in so mogoče tudi Zlatko zdaj, če gleda ta posnetek, bo gotovo, da ljudi sem so njega gledali. Kako pa kaj je pa res kriv, zato ker ni upošteval pravila, to že od začetka. Lahko bi ga vrgali ven že prvi teden, lahko ga pa sploh ne bi, ne? Ja, je to čisto odločitev Big Brotherja. Točno tako, sam jaz ne gledam na to tako, jaz gledam... Si je pa sam skopil jamo, to pa ja. Vse to je to, meni to, već vem, da Big Brother lahko njega bi že zdavno, ampak Big Brother je pač Big Brother, ne hoče čim več, da se dogaja tam v bajti, ne. On je pač stvari se dogaja pa to. Se pravim, jaz pa Zlatko sva se tretji teden, prej, ko sem šel, četrti teden, sva se ful štekala. Na začetek se nisva, tako, ko sem pač povedal svoje stališča in pač smo ugotovili, da tlele ne bo, ampak čez čas sva ugotovila, da nekako bolj na istem smo. Zunaj sta se kaj srečala potem? Niso se še srečala, seveda, da se bova srečala to velikrat, ampak to sem mislil, to bi naredil Zlatko, to bi sigurno nekaj denarja dal, da on s temi otroci ukvarja, ker njemu je bil tudi cilj, zato sem njemu privoščil, bi privoščil za to kot prijatelj, kot kako je to naredil.